Ja, pomeni, da imam neko zaupanje svojih svetnikov, ste videli, 8 glasov je bilo za, ena je bila zdržana in je bil pa proti. No. To sem tak razplet tudi pričakoval in točno to se je zgodilo. Projekt gre naprej, v kakšni obliki? Projekt gre naprej, ne, jaz ne bom rekel v kakšni obliki, jaz sem že tukaj danes poudaril, da jaz nisem noben hidrolog, nisem gradbenik, sem po stroki strojnik, nimam pojma o poplavni varnosti, to kot vsi ostali. Nekako s kmečko logiko razmišljam, kaj bi bilo izboljšava, vendar, kot sem že tukaj povedal, vse te predloge, ki so zdaj ta iniciativa meni dali, so predloge izpred 10 let, ki si jih jaz dajal. Vsem tem strokovnjakom, kaj bi mi naredili, da bi nekako izboljšali samo poplavno varnost. Vendar, zdaj v tem primeru ste sami ugotovili že zadnjič na predstavitvi v gradu, so nam dokazovali in neke matematične račune, da pač to ne zdrži. Zdaj, kako naprej, mi smo mogli danes to narediti, da smo lahko sploh sogovornik proti državi. Če ne bi jutri lahko samo sporočili v Ljubljano, s projektom je konec, tega si pa ne želim. Nekako je treba priti do nekega kompromisa. Zdaj, kak bo ta kompromis? V skrajnem primeru, isto kot je moj svetnik povedal, poveljnik civilne zaščite, silili pač na silo pa res ne bomo delali. V petek imate še srečanje? V petek ob 9 imamo dogovorjeno srečanje s civilno iniciativo, vsemi vpletenimi Direkcijo Republike Slovenije za vode, projektanti, ki so to projektirali, celo kulturno dediščino smo povabili, da še on svoje mnenje pove, kajti smatramo, da če ne bomo rešili, kot sem povedal, poplavne varnosti, tudi kulturne dediščine ne bomo rešili, kaj je nemogoče rešiti. Poglejte same naše cerkve, poglejte tale naš grad, ki ga mislimo obnavljati. Če tukaj ne najdemo neke rešitve za poplavno varnost, je škoda, je to 5-milijonsko investicijo v ta objekt zdaj. To je moje razmišljanje in mislim, da vam prav. Rekli ste, da je to itak samo idejna zasnova. Se pravi, a se bo dalo še potem kaj pogajati okrog projekta? Lejte, kako se bo pogajati, treba bo biti taktičen, ne na ta način, kot so oni začeli, sem to tukaj povedal. To se ne kliče novinarjev, pa dela zdraho. Treba je prej se nekako zmeniti, potem pa novinarje poklicati, objavite, kaj smo se dogovorili. Ne da oni kličejo Pop TV, kličejo 24 ur, kličejo ne vem koga, mene nadlegujejo ti novinarji, da cele noči praktično pol ne spiš zaradi tega, to meni ni potrebno, nikakor ne. Takih stvari kot župan ne bom nikoli odobral, ali pa tudi, če ne bil župan. Neke pritiske na nekoga, tega ne bom nikoli dovolil. Bo še kandidiral zdaj na volitvah lokalnih? Bom. Treba poplavno varnost rešiti. Župan, Južni most delate? Delamo. Ne, še. Novega. Še le sekajo drevje. Priprave so? 2 let se mora sešiti. Tako kot sem povedal, priprave potekajo, imamo narejene te mehanske, kako se reče, geomehanske raziskave, vrtali so od tla, vse te študije smo načrte naredili, zdaj čakamo samo še pregled reke dna reke, in potem gremo v javni razpis. Mi smo kupili, sem vam povedal, 6 hektarjev hrastovih gozdov, da ne bomo odvisni od lesa nekje, kar sploh ni, kar je težko dobiti za tak projekt. Imamo mi zdaj lesa dovolj za 3 mostove, za objekt, ki je načrtovan na kopališču tlele, da je to vse s hrasta narejeno, pa še za rodove naprej bomo čuvali. Koliko je vreden Južni most? 580 tisoč evrov. Od tega ste dobili? 200 tisoč nepovratnih sredstev od Ministrstva za kulturo. In kdaj bo končan? Končan bo, računamo, v prvi polovici 2022. Zakaj je potreben rebalans? Lahko še to na kratko? Ravno zaradi teh sprememb, ki rabimo zaradi mosta, kot ste slišali, zgodil se nam je plaz v Črneči vasi, nimamo postavke, kje bi plačevali. Kolesarske steze so bile sprememba, tole. Kolesarke bi mogli leto že delati, se je to zavleklo za drugo leto.
in bi mogli letos že nekje 400 do 500 tisoč evrov financirati. Zdaj je to palo na drugo leto in je treba z rebalansom spremeniti.